Naši umetniki pred mikrofonom. Danes do 18. je še mogoče obiskati razstavo slovenskega tedna nakita v ljubljanskem centru Rog. To je osrednja prireditev oblikovalcev nakita pri nas. Mednarodno razstavo so spremljali številni dogodki, med njimi je bila tudi predstavitev knjige z naslovom Huberto Široka, srebrokovač in oblikovalec nakita. Napisali so jo poleg avtorja samega še Lidija Pavlovčič in Petra Bole, izšla je pri Zavodu za turizem na Bledu. Huberto Široka, rojen leta 1960, je eden izmed osrednjih umetnikov unikatnega oblikovanja nakita pri nas. Ustvarja in živi na Bledu, v svoji znameniti, izjemno majhni, vendar impresivni delavnici, ki je hkrati tudi trgovina in prostor srečanj. Je avtor številnih ciklusov ali tematskih serij nakita artefaktov, ki pogosto presegajo svojo osnovno funkcijo. Križi, plesavke, rojstvo, valovanje, DNK, opraševalci, to so nekatera imena teh tematskih ciklusov, za katere je Huberto Široka dobil številne nagrade in priznanja. Marsikdo ga povezuje predvsem z rajsko ptico, oblikovano po repliki najdbe s pristave pri Bledu, ki je postala simbol Bleda. Umetnika je pred mikrofon povabila Tadeja Krečič. Huberto Široka, najlepša hvala, ker ste prišli v studio Radia Slovenija. Hvala, ker ste me povabili. Vi ste srebrokovač in ustvarjalec nakita. Pa bi začela najin pogovor s to besedo nakit. Kaj vam pomeni nakit oziroma kakšno je vaše gledanje na nakit in je drugačno od nekega povprečnega uporabnika, bi rekla, nakita ali nekoga, ki so mu ti predmeti pri srcu in pod to razumemo prstan, ogrlico, vendar pa vemo, da ima še razne druge pomene, ne? Odgovor, ki bi rabil mnogo časa, pa ga bom zelo skrajšal. Stvar je v tem, da jaz nakita ne jemljem kot kitanje. Moje raziskovanje so vedno skozi zgodovino, skozi arheologijo in ko razmišljam o nakitu, se vračam v preteklost, torej davno, tam, ko smo začeli, ali v Afriki, ali v Mezopotamiji, ali kjerkoli, ali v neolitiku, pravzaprav v obdobju, ko ljudje še niso razumeli tega sveta. In ta svet je bil njim tuj in strahovi so bili tukaj in potem, ko si je dal recimo zlato barvo, se je poistovetil s soncem, ga je razumel, ko je šel skozi gozd, je dal zob od medveda in potem je dobil to njegovo moč. In pravzaprav nakit skozi vsa ta leta, tisočletje, je pravzaprav bolj bil kot amulet, kot zaščitnik oziroma pripovedovalec. Mi imamo danes še vedno stara ljudstva v Indiji, v Pakistanu, kjerkoli, kjer nakit govori, ali je bila ženska poročena, ali je vdova. Torej, kitanje kot tako je produkt z industrializacijo. Industrializacija nama prenese mnogo lepih stvari, pa mnogo čudnih stvari. Torej, nakit, ko ga jaz jemljem in govorim o njemu, so pravzaprav te stvari, ki so notranje. Torej, te, ki ti dajo neko moč, iz tebe prebudijo to, kar si ženska, ki prihajajo k meni. Prav, kako je lep, sem rekel, ne, ni nakit lep, vi ste lepe. Ona samo skozi to skozi nek moment sebe poudarja. In to so tudi stara ljudstva uporabljala. In to je nakit pri meni. Pa še okrašenje včasih z raznimi pravljicami. Tako da včasih pri meni ljudje bolj kupujejo pravljice moje, kot pa sam nakit. Ali kot pogosto rečete zgodba, ne? Zgodba je zadaj za nekim izdelkom, ki ga vi naredite, vendar lahko ga naredite zato, ker ste izvrsten obrtnik, ker znate narediti tudi predmet, tako da povežete vašo ljubezen do kovin, vaše znanje, tudi starih tehnik, z obliko in z namenom in s to zgodbo, ki je zadaj. Nakit brez vsebine, brez vsega tega ne bi mogel biti nakit. Če se vrneva nekje spet nazaj, Berber, slikar, ko je govoril o svoji umetnosti, je rekel, premier c'est métier. Après il vient quelque chose d'autre.
Torej, najprej je obrt, obvladovanje, potem pa šele nekaj več. Torej, brez nekega vedenja, obvladovanja ne moreš sanjati. In to se je velikokrat tudi meni dogajalo, ko sem bil mlad, so moji možgani bili zelo naspidirani in so potovali. Roke pa niso mogle slediti, ker ni bilo znanja. Danes je obratno in včasih je težko. Moje roke so rokodelske, so močne, včasih pa misel šepa. To je tudi povezano z leti, ki jih imaš. Ampak predvsem obvladovanje nečesa ti daje svobodo. Jaz zato recimo veliko tudi predavam o tem, zdi se mi, da je izredno pomembno, da se mladi ljudje, tudi jaz se še vedno učim, da obvladujemo tehnike, ki nas osvobajajo. Ne, da je tehnika tista, ki nas zaduši. Mi s tehniko pravzaprav dobimo krila in potem, ko dobimo krila, lahko letimo. Tako kot en baletnik najprej mora obvladovati sam ples, ko ga obvlada, se osvobodi. Isto je pri risbi. Najprej znaš risati, potem se pa osvobajaš. In je v glasbi, klasični rok, kakršnikoli glasbi, najprej obvladovanje in potem je svoboda. Včasih se osvobodiš, včasih pa ne. In če se ne osvobodiš, pač slediš nekemu rokodelstvu, neki obrti in potem si še vedno lahko dober slikar, dober kipar, dober zlatar, dober srebrokovač, dober baletnik, ampak pika je pa popolnoma nekje drugje. Tako jaz vidim. Mogoče je vaše ustvarjanje določilo tudi to, da ste zelo širok človek v iskanju, tako v pisanju, filmski režiji, fotografiji, risanju, kiparstva ste se učili in potem pristali pri oblikovanju zlata. Verjetno oblikujete pač drage kovine in sploh karkoli delate drugače, zato ker imate poznavanje, znanje in interese tudi iz drugih kreativnih področji. To lahko opredeliš z dvema besedama, lahko rečeš svoboda in lepota. Hrepenenje, ko imaš kot mlad človek, spoznavaš glasbo, spoznavaš slikarstvo, spoznavaš kiparstvo, spoznavaš gib, film, televizijo, radio, glasbo, zvok. Svet vrvi od vsega tega in kot mlad človek, saj jaz sem težko rekel, samo plesal bom, samo risal bom. 3 dni si risal, 5 dni sem plesal, 6 dni sem igral na gitaro. Tlele je en zelo lep komad od Ribje čorbe, prav, mogal bi biti sve, pekar, lekar, apotekar. Ko si mlad, bi lahko bil vse. In v tem je čarobnost mladih ljudi. Ni ovir, ni meja. Z leti se meje zelo rade postavljajo in nas dušijo, ampak ko si mlad, pač greš in ni ovire. Mnogo zgodb je o tem. Recimo, jaz sem pač velikokrat probal na filmski režiji, pač ni šlo in potem so me prijatelji zafrkavali, na koncu sem rekel, prav, bom pa naredil projekcijo, svojih filmov in vsi, res, in potem sem imel predstavitev svojih filmov v Škucu in seveda nisem obvladoval, ni bilo filma, ampak mlad in kaj sem naredil, vzel projektor, svetlobo usmeril proti steni, postavil sem se vmes in sem začel pripovedovati o mojih filmih. 15 minut, glih tok, da in tak kratek mali si že. Ampak v tem je bila moja moč. Nisem imel, ampak nisem se zaustavil. Pač sem na drug način pripovedoval in v tem je čarobnost mladosti, ki te potem oplaja in ti da ta krila. Seveda pa se pa počasi tudi podajaš v ta svet rokodelstva, obvladovanja. Difuzija je zelo prijetna, ampak včasih pa potem treba se usmeriti v neko. Ampak ta širina, ne vem, ne moreš samo orhideje nabirati. Vse rože so lepe, ena je taka, ena je taka, ena je taka. Sveda ne moreš vseh imeti, ampak glih to vedenje, dojemanje, sprejemanje te raznolikosti, te drugačnosti, te bogati. Jaz uživam, ko imam prijatelje, ki so biologi, kemiki, fiziki, glasbeniki
in mi pripovedujejo o svojih svetovih. Jaz nisem s tem obremenjen, ampak meni to lepota, ki mi je en prijatelj, ki je bilo, ki reče o celicah, kaj se je dogajalo. To je raznolikost, je svoboda, barve. Zamislite se samo črne slike od Maljeviča. Saj super, ampak Kandinski zelo prijetno pride z vso barvitostjo. Huberto Široka, vi izhajate iz družine rokodelcev, zlatarjev, filigranistov, vendar na ta poklic v svojih mladih letih niste mislili. Prosim, povejte, kako ste potem prišli do oblikovanja nakita? Sklop mnogih dogodkov, ker jaz imam 2 različne veje družine. Moj dedek iz Francije je bil poklicni jahač, a ne poklicni, tako da lahko bi bil tudi jahač, joker, kaj takega. Stvar je v temu, tukaj treba majčkeno širše pogledati. Takrat, ko sem bil še zelo mlad, najprej smo hoteli dati šolati v Italijo, potem je bila možna zaradi družine študij v Franciji in jaz vedno govorim, da je bila Ljubljana v 80 letih meni osebno bolj zanimiva kot Pariz, London ali pa Berlin. Ona je takrat vrela, treba je vedeti, Jugoslavija je bila multikulturna in Ljubljana je bila multikulturna, od Borghezije, Irvinov, Žižka, Laibachov, Vipotnik, Stojko. Ljubljana je pokala po šivih. Bilo je mesto, punk je bil takrat prisoten, upor je bil prisoten. In ko si zajadral na ta val, te je ponesel. Sveda, kot otrok, ki izhajajo iz obrtne družine, sem ta metijo obvladal, pač mi je bil nekako, kot vedno rečem, mizar pač more sinu razlaga o mizah, mesar razlaga sinu o tem kosu mesa, meni so pač razlagali o nakitu, pravim, 3., 4. generacija, skoraj vsi moji sorodniki so bolj ali manj uspešni v tem področju. In ta beg od tega, kar ti je nekje usvojeno, je mene pognal v to Ljubljano in mi je prinesla to barvitost. Jožica Brodarič, takrat je bilo tudi obdobje, ko sem bil z njo velik, mi smo bili takrat eni prvi manekeni v Ljubljani, zvečer v Turistu, K4, potem pa na modne piste in takrat se je pojavila neka potreba za neko modno revijo, so rabili nakit in ona je rekla, pa daj ga ti naredi, se shajaš iz te družine. Kaj bom jaz to delal? No, ampak je vse inzistirala in potem sem začel, prvi koraki so bili pač s nekim perelcem, povezoval sem, tako da me kot neko ustvarjanje začel to veseliti, potem pa nastop bolezen mojega dedka, bilo je treba uskočiti, pomagati mu. Seveda sem bil priročen, ker tako nič nisem delal, razen v Ljubljani, da sem štanciral pa študiral. No, priskočen dedku, ki sem ga imel zelo rad, na pomoč, čez poletje. Poletje se je zavleklo v jesen v zimo, zima v pomlad in zdaj bo 40 let, skoraj. Ko se podajam iz letnih časov v letni čas in ko se je nekje začeli in kot so rekel, na začetku je bilo naporno, posveden sem še sanjal o filmu, o slikarstvu, o kiparstvu, o baletu, vsem, ampak ure in ure, ko sem jih sedel v delavnici dedkovi, so me nekako nagovarjale, ker samo sedeti nisem mogel in seveda metje sem le obvladal, ker so me pač učili že od malih nog in nekako sem začel povezovati zgodbe moje, ki sem jih imel v literaturi ali kiparstvu, prenašati nekje v nakit in kar naenkrat sem prišel do tega, da je to lahko čudovit. Na koncu sem prišel do enega zaključka svojega lastnega, da je pravzaprav Bog mi dal dar za risati, dar za oblikovati, ampak ne toliko.
da bi lahko bil dober slikar, ne toliko, da bi bil nek vrhunski kipar, ampak glih toliko, da sem obvladal materijo. Pisal sem tudi veliko, pa poezijo, ampak ne spet toliko, da bi bil nek Vitomir Zupan, naprimer, žurali smo ga že tako, kot on, ampak. In potem sem videl, da je ves ta dar, ki mi je bil pravzaprav namenjen, da ga prenesem v oblikovanje nakita. Danes mogoče nakit ljudje tako jemljajo, ampak včasih so od Dürerja, Michelangela, vsi so delali nakit. Nakit je bil pač tak predmet, da si ti lahko oblikoval, se izražal v različnih segmentih, preko sakralne umetnosti, posvetne. Danes pravim, s to industrializacijo se je on nekako zožil, ampak drugače je pa precej širok. In kot sem rekel, danes veliko bolj prodaja moje pravljice. Pa vendar, omenili ste 80., potem 90. leta, ko ste vi že uspeli in se pridružili tej skupini oblikovalcev nakita, ki so metje, kot ste rekli, obrt povzdignili na raven oblikovanja. Bili ste povabljeni potem tudi na različne razstave, tudi na Bienale industrijskega oblikovanja in v tistem času verjetno je tudi družba začela dojemati to vrstno oblikovanje drugače. Skupaj vi omenjate tudi Jelko Kodre, Mišo Jevnikar, Žareta Ognjinoviča. Tem ste se pridružili tudi vi, s tem, da ste se pa zmojstrili tudi v raznih drugih tehnikah, ki jih našteti verjetno niso obvladali, vsekakor ne v tej meri, kakor vi. Ker ste neprestan iskalec, kaj ne? Moram na hitro povedati. Mi smo začeli nekje, še preden se je društvo oblikovalcev, mi smo se 2003 pravzaprav nekje oblikovali, smo se preko obrtne zbornice probali uveljavljati. Takrat je bila že težnja. Veste, zlatar kot osnovni poklic, včasih so fantje morali tudi v Zlatarni Celje, ko so se učili, vsi so morali obvladovati likovnost, imeti ta estetski čut za vse te obrti, moraš imeti čut ali biti kovač ali šivilja. Tako da je bila v vseh teh ljudeh tudi ta težnja in mi smo takrat imeli že prve razstave v Cankarju. Bilo je včasih kar težko, ker obrt niso imeli nekaj takega, da bi razstavljali kurni v Cankarju. Sploh kasneje, ko smo se pač udeležili tega bienala, ki je bil industrijski bienale, le takrat nekaj zelo pomembnega, tako kot grafični, mi smo postavili temelje industrijskemu dizajnu, grafičnemu, žal je danes to ponikalo, ampak takrat je bilo to v svetovnem merilu neka eminenca in mi smo takrat prvič stopali, pri nas se je vse to nekje gibalo na meji obrti, Ena izmed prvih je bila Miša Jelnikar, potem pa Jelka Kodre, ona se je v Avstriji, mislim, šolala, Miša na Royal Schoolu, tako da smo dobivali že neke oblikovalce z višjo izobrazbo, z večjo širino, večjim likovnim znanjem in z večjimi potrebami. Tako da so se te stvari začele tudi premikati v našem prostoru in seveda mladi za letom in smo podirali predsodke. Nakit ni bil samo kot funkcija, ampak tudi kot predmet razmišljanja. Mi smo tukaj sledili neki Bauhaus šoli in pač treba je vedeti, Bauhaus postal temelj, res da se konča neki 23. leta, ampak sledi so še danes prisotne posod. In tudi tukaj pri nas je bilo to, torej obvladovanje in vsebina. In Bauhaus je tudi izredno velik pomen, da je v obrti. Predvsem obvladovanje materije in potem pa te druge svobode. Tako da pravim, jaz sem pravzaprav nekje ponosen, ker smo res postavili temelje temu, kar imamo mi danes. Zdaj imamo ta slovenski teden nakita, ki je nekje vrhunc našega. Imeli smo tudi, skozi to zgodbo smo dobili prve doktorje znanosti, dr. Petra Bole, nakit kot umetnost. Torej, mi ratujemo kot neka znanstvena enota. Ni to več samo nek sklop nekih obrtnikov, ki je v naši družbi bil dokaj tako slabšalno, ampak dobivamo kot neka dejavnost, ki ima neke strokovnjake, ki lahko zagovarjajo. Treba je vedeti, v tujini so visokošolski študiji, doktoratov je malo morje, pri nas je žal to vse v povojih, se trudimo in na visoki šoli za dizajn in na
na akademiji žal še ni to vzpostavljeno, to zdaj poskušamo preko Roga, imamo razne delavnice, prihajajo mojstri iz tujine, predavajo, tudi jaz tam predavam, tudi drugi moji prijatelji predavamo, tako da smo še vedno v povoji, še vedno smo najstniki, no, in je prijetno. Še zadnje vprašanje, ki ga pa zelo rada postavim umetnikom, ki so pred mikrofonom, in sicer, če lahko na kratko opišete enega izmed vaših načinov postopka, da pridete od ideje do izdelka. Zelo rad spim in veliko rad sanjam in večinoma stvari mi prihajajo skozi moje sanje. Ker jaz velikokrat poudarjam, da sem reciklaža sveta, ki ga vidim in skozi mene se svet kristalizira in potem skozi kovino nekako uresničam. Torej vedno najprej je neko doživetje, videnje, potem to skozi neko mojo glavo se analizira in potem spregovori v neki tehniki, za katero se mi zdi, da bi v tistem trenutku najbolj ustrezala tismu razmišljanju, ki ga imam. In tehnike se vedno vežejo na neka moja razmišljanja, ali govorim o rojstvu, ali govorim o DNK-ju, ali govorim o vaginah, ali o embrijih, o razpotjih, ki so del križa. Torej vsako to neko doživljanje, naprimer razpotje v življenju, ko ne vemo ne levo, ne desno, so se povezali na križ. Križ meni predstavlja razpotje, sever, jug, vzhod, zahod. In tukaj je bila primerna potem neka določena tehnika, ki mi je bila nekje pokličete. Veste, s kovino se treba pogovarjati. Včasih me kovina nagovori. Jaz vedno govorim, da to je ta vzhodnjaški način razmišljanja. Mi v Evropi zelo vsiljujemo kovini neko formo, vzhodnjaki se pogovarjajo z materijo in materija pripoveduje. In istočasno, ko pripoveduje, me nagovarja. To kot da bi recimo deklica ti rekla, da me pobožaj tukaj. Isto kovina prav, pobožaj me na ta način. In če me boš pobožal za tehniko sinklastik, ti bom lahko pripovedovala na tak in tak način. Včasih hoče biti tako mečken zajedljiva in takrat uporabljam kambu, tehniko, prepojeno z zlatom in z majhnimi bunkicami. Torej, včasih je svet barvit in me nagovori emajl. Torej, pravim, vedno prisluhniti je treba. Včasih je tako smešen, govorimo, da smo mi nekaj izumili. Nič nismo izumili, nismo niti odkrili železa, nismo odkrili elektrike, vse je bilo okrog nas. Zato se rečem, da sem jumpy man, človek, ki skoči. Včasih me vprašajo, pa zakaj to? Enostavno skočim in ko skočim, gre skozi mene vse to, ker se že tukaj nahaja tisočletja. Mi samo odkrivamo. Ta svet je nastlan z vsem vedenjem, znanjem. Zato so ta stara ljudstva imela toliko teh primarnega znanja, ki so bila čista in so znala to sprejemati. Tako da pravim, samo prisluhneš in te nagovori. Tako kot nekdo, ki kompozitor, prisluhne valovanju in ga popelje. Voltovo poslušaš, slišiš, kako potuje skozi vse tiste vasi, skozi mesta. In takrat točno, ne vem, ptice so, takrat je pač oboja in tako prijetno. Kako veš? Slišal sem jo. Tako doživljam in tako spregovorim. Predvsem poslušam. To se zdaj z leti malo učim. Včasih, ko sem bil mlajši, sem bil bolj nasilen, ampak zdaj se naučiš prisluhniti kovini in ti zna pripovedovati zelo lepe pravljice. Huberto Široka, najlepša hvala za vse, kar ste povedali. Hvala vam. Bilo je prav prijetno. Poslušali smo oddajo Naši umetniki pred mikrofonom. S Hubertom Široko, oblikovalcem nakita in srebrokovačem, se je pogovarjala Tadeja Krečič.